Danes je v intenzivi 10 bolnikov, na oddelku jih je 32. En izmed bolnikov, ki je bil včeraj prestavljen v intenzivno enoto, je stanje njegovo relativno stabilno, tako da ni bilo potrebe po intubaciji in mehanski ventilaciji, tako da bo še enkrat narejena ocena in če bo stabilen, bo šel lahko nazaj na oddelek. Od ostalih, ki so v intenzivni enoti, se pri 3 stanje izboljšuje, tako da so v postopku odvajanja od ventilatorjev, tako da upamo, da v naslednjem tednu bo tudi kdo od teh lahko že samostojno dihal. Zaenkrat poteka, bomo rekli, po teh relativno optimističnih načrtih oziroma pričakovanjih, bomo pa nekje videli preko vikenda, kakšno bo stanje, če bo ta trend še vedno tako ugoden. Nekako ukrepi so bili za vikend postavljeni, a ne, in zdaj so se pravi, prvih 7 dni, naslednjih 7 dni. Na Kitajskem se je namreč izkazalo, da nekje po 12 dneh teh striktnih ukrepov se jim je začelo stanje umirjati. Tako da mi smo zdaj tukaj nekje na 10 dneh, se pravi, vikend bo tisto, ko se bo pokazalo glede na čase inkubacije, ker nekaj ljudi je sigurno bilo še v stiku takrat, ko smo uvedli ukrepe, in te še vedno lahko zbolijo in razširjajo okužbo. Tako da, se pravi, nekje ukrepi se po 14 dneh od uvedbe bi morali videti, v katero smer gremo. Jaz mislim, da v zadnjih dneh je zelo dobro upoštevanje in sodelovanje vseh v Sloveniji. So seveda posamezne izjeme, ki pa so res izjeme, tako da jaz mislim, da zaenkrat je to v pravi smeri. Svetujemo, da se nadaljuje ta trend, se pravi, da se še vedno ne družimo, da ostajamo doma, da se upošteva obiskovanje trgovin res takrat, ko je nujno, da v trgovinah čim prej opravimo nakup, da ne beremo vsake deklaracije posebej. Predvsem pa, da si umivamo oziroma razkužujemo roke, in če smo prehlajeni, da res ostanemo doma. Vsi, ki moramo hoditi v službo, smo zdaj, bomo rekli, nekako bolj izpostavljeni, tudi psihični stresi so pri teh morda še večji kot pri samem zdravstvenem osebju, tako da posebna zahvala tudi njim, da so na teh mestih in da uporabljajo zaščitno opremo, tako kot jim je svetovano. Se pravi, da se držijo navodil NIJZ-ja in ministrstva, ki je pripravilo navodila tudi za njih.